Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše vprašanja in vaše pobude. Tokrat izjemno težek izziv. Namreč nekoga izmed vas zanima, kolikšne so pristojbine za organizacijo dirke Formule 1 in kaj vse se skriva v ozadju. To vprašanje je zame poseben izziv, predvsem iz dveh razlogov. Prvi je ta, da uradnih podatkov, uradnih številk seveda ni. Gre za neke generalne analize, gre za neke domneve, gre za neke špekulacije oziroma govorice. In po drugi strani gre tudi za to, da je vir informacij, katere sem bil primoran prebrati, malce drugačen od tistega, kar je, običajno. Namreč poleg tistih člankov objavljenih v specializiranih medijih o Formuli 1 sem mogel poseči tudi po članke, na primer z revije Forbes, čisto finančne zadeve. In seveda številke, ki jih bom tu navajal, jemite izključno kot neko smernico, neko oceno. Kot sem povedal, točnih številk nimam. Da se bomo razumeli malce bolj, o čem bo zadeva govorila, je najprej treba pogledati, kakšni so prihodki in odhodki določene, bom rekel, neke splošne proge, ki prireja dirko za svetovno prvenstvo Formule 1. Med prihodke moramo šteti prodajo kart in seveda več kot je publike, več kart se proda, višji je zaslužek. In tu je treba nekaj pripomniti, da opazili smo, da so cene kart zmeraj višje in zaradi tega tudi pada verjetno število publike. In druga točka, katera prispeva kar nekaj denarja v, bom rekel, skupen budžet, je pokroviteljstvo. Mnogi izmed vas ste opazili, da pred tisto veliko nagrado te in te države stoji ime pokrovitelja. In to se plača. Tudi ob progi, poleg tistih institucionalnih pokroviteljev prvenstva, je kar nekaj mest rezerviranih pravzaprav za pokrovitelje tiste dirke. In na koncu ne smemo mimo tretje točke. Subvencije, ki jih daje določena država. Seveda ne dajejo vse države, dajejo lahko različno, dajejo lahko v različnih oblikah, ampak tudi tu se bomo ustavili, tudi o tem bo govora. In sedaj pojdimo na tisto drugo stran, na odhodke. Pri odhodkih moramo najprej pogledati, koliko nastane izgradnja fiksnega dirkališča oziroma priprava ulične dirke. Razlika je očitna, naprimer izgradnja same proge po reviji Forbes naj bi bila tam ocenjena na $270 milijonov, kot vidimo na tabeli, kot vidimo na tej skici, kjer pa žal nisem videl naprimer vključene cene zemljišča, a pustimo sedaj to pri kraju, recimo da 270 milijonov je dovolj. In tudi vzdrževanja oziroma sprememb, ki so potrebne vsakih toliko let na progi, nisem videl. Za pripravo same dirke oni ocenjujejo, da je potrebno tam okrog 60 milijonov. In to se pravi, naprimer, če vzamemo Monako, da se zapre ulice, postavi vso infrastrukturo, zaščite, dvigala, mreže in tako naprej, elektronske sisteme, položi kable in vse, kar pade zdravo. Poleg tega je tu še strošek organizacije. Organizacijo v smislu, da dirka poteka, je potrebno najeti toliko in toliko ljudi, od tistega, ki bo varnostni delavec od progi, do onega, ki bo kontroliral karte, do tretjega, ki bo skrbel na parkiriščih in seveda za varnost vsega skupaj. In ko smo to plačali, še zmeraj nismo prišli do pristojbine. To je tistega denarja, ki ga organizator dirke plača organizatorju prvenstva, da sploh lahko ima dirko Formule 1. In tu imamo prvi podatek, katerega moramo jemati malce z rezervo. Namreč revija Forbes je objavila, da je povprečna pristojbina v Formuli 1 tam okrog $30 milijonov na izvedbo dirke letno. In seveda podatek izhaja iz sezone 2015, ko je Liberty Media prvič javno objavila določene podatke in tu so pokazali, koliko so oni sploh pobrali od vseh prog. No, oni so to številko samo delili številom dirk in prišli do 30 milijonov.
A seveda ta številka nas lahko pripelje v razne dvome. Namreč, če gledamo tudi, koliko se je ta cifra spreminjala skozi leta od sezone 2009 pa praktično do današnjega časa, vidimo, da je strmo narasla od 25 do 30. A treba je biti natančen. Če pogledamo kakšne druge vire, bomo videli, da res v povprečju je številka lahko tam okrog 30 milijonov, a od proge do proge se bistveno razlikuje. In tu je treba poudariti nekaj. Dogovori med organizatorjem dirke in organizatorjem prvenstva so zaupni, zato te številke jemljimo z veliko rezervo. A nekako javna skrivnost je, da pristojbina v Silverstonu za veliko nagrado Velike Britanije pred časom virusa COVID-19 je bila tam med 14 in 18 milijonov dolarjev. Odvisno, v kakem jeziku beremo, odvisno, v kakšni valuti preračunal sem, se giblje tam okrog. Na drugi strani imamo veliko nagrado Francije in veliko nagrado Nemčije. Za sezono 2019 sta ti dve dirki imeli pristojbino 44 milijonov dolarjev. In seveda meni je jasno, če vzamem 17, seštejem 44, delim z 2, dobim tam nekaj več kot 30, kar pade v tisto povprečje, ki ga je povedal Forbes. Ampak po drugi strani, če vzamem 44 milijonov, to je kmalu 3 pristojbine, ki jih plača Silverstone za izvedbo svoje dirke. In tu je videti veliki razkorak in tudi bomo lahko razumeli, zakaj je taka skrivnostnost, kajti vkolikor bi proge javno povedale te številke, bi prišlo lahko do nekega večje koncentracije moči in boljšega pogajalskega izhodišča z organizatorjem svetovnega prvenstva. Zakaj bi nekdo plačal 17, nekdo drugi pa 44 v isti sezoni? Tudi meni malce nefer. In seveda tu Forbes objavlja neko lestvico, kako se ta pristojbnina z leti veča, a moj osebni občutek je, da na določenih progah se v bistvu zmanjšuje. Govori se, da velika nagrada Monaka plačuje smešno nizko pristojbnino, a ne vem, kolikšne. In sedaj se je treba vrniti na veliko nagrado Nemčije. Spomnite se, da sem povedal pokroviteljstvo pri tistih prihodkih. Če se dobro spomnite, v sezoni 2019 je bila v tem času pred virusom praktično zadnja izvedba velike nagrade Nemčije. To v sezoni 2020 ni več na koledarju, vsaj tistem, ki so ga objavili pred virusom. In tudi v sezoni 2019 so dirko rešili tik pred zdajci. Če se dobro spomnite, dirke Formule 3 in Formule 2 ni bilo v Nemčiji. Zakaj? Ker je bilo v dvomih, ker niso potrdili do zadnjega. Dirko je rešil Mercedes-Benz oziroma Daimler, kateri je plačal neznano vsoto, da dirka je bila. In če pogledate, takratna dirka je imela tudi ime. Velika nagrada Nemčija je bila sponzorirana strani Mercedes-Benza. In seveda sedaj pridemo na tiste subvencije, katere sem omenil. Predvsem naprimer v Azerbajdžanu se govori, da so ogromne subvencije strani države, da se lahko politični veljaki kitijo s to dirko in kažejo v javnih medijih. Govori se tudi o veliki nagradi Rusije, a nič uradnega, nič potrjenega. Znana je pa zgodba z velike nagrade Mehike. Ta dirka je bila pod vprašajem kar nekaj časa, kajti vlada je govorila, da bo umaknila subvencije. Subvencije so seveda ostale, dirka je bila potrjena, je na koledarju, ni še odpovedana za sezono 2020, a vseeno. Imamo neko oceno, koliko je visoka ta subvencija. Govori se o cifri tam okrog 20 milijonov in ni potrjeno, ali gre za direktno finančno injekcijo ali jim samo odpišejo določene dejatve. A ni važno. No, tudi sam lastnik proge lahko dela z izgubo, seveda, če mu jo kdo pokrije. Spomnimo se tistih prvih izvedb dirk na Red Bull ringu, ko je Red Bull kupil progo. Na začetku so bile cene vstopnic smešno nizke in razliko je seveda podplačal lastnik, a to se ne sme dogajati, ukolikor hočemo imeti dolgoročno čiste račune. Seveda, sedaj smo videli, da je stvar izjemno kompleksna in da je pristojbnina, če se mene osebno vpraša, izjemno visoka.
zakaj pa sploh je pristojbnina tako visoka? In mislim, da to je eno vprašanje, katero zanima vseh od nas. Namreč ta denar, katerega se pobere tudi s pristojbninami, se združi s tistim denarjem, katerega se pobere od prodaje televizijskih pravic in razdeli med ekipe po tistem ključu, katerega določijo v pogodbi Concord. In sedaj je jasno, zakaj Liberty Media dela tudi toliko na budget capu. Namreč, če pogledamo tako in če se spomnimo, da Ferrari dobi bonus približno 100 milijonov, samo zato, ker je podpisal pogodbo Concord, da smo si na jasnem, je jasno, da pobere v povprečju pristojbnino 3 dirk. A mi v Formuli 1 imamo 10 ekip, torej nam je tudi jasno, da se ta sredstva porazdelijo izjemno nepošteno, neenako, z drugačnimi, kriteriji za različne ekipe, podobno kot pri progah, kjer se pri nekaterih pobere več, pri drugih manj, se tudi pri ekipah nekaterim da več, drugim manj, ne glede na rezultate, ki so jih dosegli v prejšnji sezoni. In seveda, kot sem povedal, ta Liberty Media je prišla v neko situacijo, katero je podpisal Bernie Ecclestone in do izteka te pogodbe Concord kaj dosti niso mogli storiti. In zdaj v času koronavirusa smo prišli do izjemno zanimive situacije. Nekatere proge, katere dosti časa niso bile v koledarju dirk Formule 1, se sedaj borijo, da bi imeli te dirke brez publike. In govorim naprimer na progi v Imoli in govorim na Portugalskem, imajo tudi veliko željo imeti dirko. Na drugi strani imamo proge, katere so imele dirko Formule 1, in tu govorim predvsem o veliki nagradi Francije in tudi je treba omeniti naprimer veliko nagrado Nizozemske, katere te dirke brez publike se v bistvu otepajo. Je bila tu, tisti glavni argument pristojbnina, katero pri Liberty Media in niso znižali, je bil tu v ozadju kak drugi razlog, ne vem, a situacija je zanimiva. A vseeno pričakujem, da z novo pogodbo Concord, ko bo budget cap v veljavi, bodo tudi pristojbnine se znižale. Če se bodo znižale pristojbnine, pričakujem, da se bodo znižali tudi naprimer tista sredstva, katera pričakujejo od prodaje kart. In lahko rečemo, da se bo cena kart znižala, kar bo pomenilo, da bo verjetno več ljudi šlo gledati dirke v živo, kar je seveda dobro. Vem, pustil sem še kar nekaj vprašanj odprtih, a to je tisto, kar se po mojem mnenju da razbrati z dosegljivih virov. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.